Jaz bi rekel, da INR shema je dodatek trgovalnemu računu. Sigurno ugodnosti so zelo dobre, so pa omejena vplačila. Omejen je tudi nabor trgov in finančnih instrumentov, tako da če bi nekdo želel izven teh okvirov trgovati in tudi mogoče z več sredstvi, je vsekakor smiselno, da obdrži tudi svoj redni trgovalni račun, INR račun pa uporablja kot nek dodatek. Prehajanje med ponudniki bo enostavno, ampak bom rekel, stranke bodo lahko prehajali med ponudniki enkrat v letu. Ne bo mogoče prehajati brez omejitve. Prenos mislim, da lahko traja 30 dni, pa v tem času ne sme biti nobenih transakcij na INR-ju, razen tistih, ki so povezanih s prenosom. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, danes bomo govorili o individualnih naložbenih računih s fokusom na stroških. Tako da bomo secirali v bistvu cenike brokerjev, poglabljali se bomo v nekatere postavke, v katere se do zdaj pravzaprav nikoli mogoče niti nismo, sploh tisti mlajši investitorji, ki so bolj vajeni neobrokerjev ali pa diskontnih brokerjev in mogoče nikoli niso v bistvu videli oziroma slišali za določene postavke. Zagotovo bodo pa slišali za te postavke zdaj, ko so INR računi že stopili v veljavo. Tako da za vse tiste, ki bi želeli nekako ugotoviti, kateri INR račun je najbolj primeren za vas ali pa vsaj cenovno najbolj ugoden, smo pripravili na MoneyHow primerjalnik, INR primerjalnik, kjer lahko v bistvu primerjate cene med različnimi ponudniki. Zdaj zaenkrat na voljo za domače brokerje, za domači trg, kmalu na voljo tudi za tujino. Tako da moram priznati, iskreno, ceniki so zakomplicirani. Tudi v podcastu pojasnijo sogovorniki, zakaj so tako zapleteni. Ampak ne glede na to, mi smo pač poskušali po naših najboljših močeh stvari razvozlati, sestaviti nek primerjalnik, da vam olajšamo izbiro vašega ponudnika. Tako da upam, da vam pride prav. Pišite mi, če imate kakršnokoli vprašanje vezano na INR in pa seveda tudi, če odkrijete kakšno napako, ko boste vnašali razne te kalkulacije. Zdaj, danes govorimo o stroških, kmalu se bomo pa poglabljali tudi v same strategije. INR lahko seveda uporabljamo kot neko dopolnilo k naši obstoječi strategiji. Lahko se seveda ne odločimo za odpiranje INR računa, to je vse seveda odločitev posameznika in različnih scenarijev. Te scenarije bomo seveda preigrali, danes fokus na stroških, potem pridejo scenariji. V glavnem ljudje, zadihajmo, ne rabimo hiteti, če 20 let ali pa 15 let ali pa 10 let niste hiteli na borzo, ne rabite z danes na jutri skočiti na glavo, naredimo domačo nalogo, to je naša mantra na nek način. Naredimo domačo nalogo, potem sprejmimo odločitve. Nič ne bo narobe, če boste počakali en dan, 2 dni, en teden, lepo počas, vse se bo zrihtalo. Pripravili smo vam kalkulator oziroma primerjalnik, preverite ga, preverite tudi vsebino na money-how.si, pridite na naše dogodke, na bootcampe, vabljeni, da se nam pridružite. Zdaj bomo dodali še posebno sekcijo na bootcampu o INR-jih in vse, kar morate vedeti. In mislim, da upam, da vam bo vsebina koristila. Kakorkoli, prijetno poslušanje. Pošljite mi na marja@money-how.si. Kakršnokoli vprašanje imate, bom poskušala odgovoriti. Če bo teh vprašanj preveč, je najbolj smiselno, da naredimo eno epizodo in odgovorimo na vsa vprašanja. Zaenkrat pa toliko z moje strani, prijetno poslušanje. Pred mikrofonom so Mitja Tomažinčič iz NLB, Daniel Medved, OTP banke in Blaž Gorše iz Ilirike. Pozdravljeni. Zdravo, živijo. Zdravo. Živjo. Danes bomo secirali te vaše cenike individualnih naložbenih računov. Moram priznati, da ko odpreš cenik, je zelo kompleksen. Jaz sem si nekako upala, da boste ponudniki INR računov šli vse nasproti uporabniku. Mogoče celo sem malce računala tukaj na NLB, da bo mogoče vse malo poenostavil stvari, pa mogoče celo disruptiral panogo in ponudil neko varianto, ker NLB je bil ta prvi, ki je v bistvu vpeljal ležarine in vpeljal paketne ponudbe bančne.
Pa sem pa razmišljala, mogoče bo pa tudi tukaj kaj naredil. Zakaj niste na NLB-ju Mitja nič naredili v smislu bolj uporabniku prijaznih cenikov? V bistvu imamo rešitev tudi za to zadevo, no. In to je kalkulator stroškov. Kalkulator stroškov je objavljen oziroma bo v ponedeljku objavljen na naši spletni strani. Pomeni, da vlagatelj, ko bo želel kupiti nek papir, finančni inštrument, bo samo vtipkal znesek in mu kalkulator do centa natančno izračuna, kakšen je strošek tega naročila. Pomeni, da se mu ni treba ukvarjati s tarifo, kombinirati vseh tarifnih postavk. Vemo, da gre za več kot 50 trgov in niti ni namen, da bi vlagatelji vse te postavke v celoti razumeli oziroma jih znali kombinirati. Zdaj to govorimo o fazi, ko vlagatelj odpira INR račun in želi primerjati stroške različnih ponudnikov. Medtem ko enkrat ima odprt INR račun, oziroma enako je zdaj že pri trgovalnih računih, so te stroški razkriti v zadnjem koraku pred oddajo naročila. Se pravi, že danes je tako, da vlagatelj do centa natančno preden stisne ta zadnji gumb za oddajo naročila, točno ve, kakšni so ti stroški. In Daniel na OTP-ju, Blaž na Iliriki, boste tudi pripravili kalkulator? V bistvu, če pokomentiram še z moje strani, pa dodam k Mitju to, kaj nas sili v te, bom rekel, kot praviš, zakomplicirane cenike. Eno je zakonodaja, bom rekel predvsem ZTFI, posledično tudi MiFID, kjer moramo dejansko stranki predstaviti vse stroške, ki so direktno in posredno vezane na trgovanje, na, bom rekel, INR računih in tudi trgovalnih računih. Na drugi strani pa seveda tudi ležarine, ki so vezane na to. Kar pomeni, da stranka mora imeti popolnoma razkrite stroške, da tudi ve, kakšen delež dejansko provizije dobi na eni strani banka, na drugi strani, bom rekel, poslovni partnerji, Ljubljanska borza, KDD. Pridržujem pa se popolnoma mnenju Mitja, da v tej smeri pri nas tudi, bom rekel, stranka preden kupi vrednostne papirje, so vsi ti stroški razkriti in so kar zbrani že v kalkulatorju. Saj smo vsi dolžni pred samim trgovanjem stranki razkriti vse stroške, ki stranko čakajo do konca tekočega leta, to gledano z vidika ležarin, kot tudi z vidika posredniških provizij. Tako da bom rekel, to zelo pripomore k temu, da je stranka dobro obveščena, kaj bo pri tem plačala. Ja, a boste tudi pripravili kalkulator, preden bo... Razmišljamo v tej smeri in seveda bomo šli v to smer. Blaž, še ti prosim malce pokomentiraj te cenike, famozne, kompleksne. Ja, jaz se tukaj pridržujem mnenju Daniela, nekaj je sicer vezano na zakonodajo. Se strinjam, da imamo pač slovenski ponudniki malo bolj razčlenjene cenike, bom rekel temu, ampak to je vse z namenom, da pač stranki jasno razkrijemo vse stroške, ki so vezane bodisi na Iliriko, bodisi na izvršitne partnerje od KDD-ja, LSE-ja, tujih skrbnikov. Nekaj že imamo tipskih primerov za navaden trgovalni račun na spletni strani, razmišljamo pa tudi, kot je rekel Mitja, da bi za INR naredili en kalkulator. Bo pa strankam na INR-ju pomoč tudi tele dokument o tipskih imetnikih, ki jih morajo ponudniki INR objaviti enkrat letno do konca decembra. Mi mislim, da bomo imeli že danes. Tako da bo pač to tudi v samo pomoč pač vlagateljem, preden se odločijo za enega izmed ponudnikov. Danes je 6. marec, ker epizoda bo v ponedeljek objavljena. Tudi na MoneyHow smo naredili INR primerjalnik, ker lahko noter vržeš za slovenski trg in za tuje trge in ti pokaže v bistvu primerjavo med vsemi ponudniki, brokerji. Trenutno so to 4, OTP, Ilirika, NLB, BKS, pa sta pa še 2 ekstra, General Investments pa Jonathan Mars. Mars. Oni imajo pa čisto drug način upravljanja, tako da bomo to kdaj drugič ločeno obdelali. Dajte mi povedati, kakšno je bilo kaj zanimanje prvi dan, ko je bilo možno odpreti oziroma ko je zakon stopil v veljavo. Vem, da pri nekaterih še ni možno odpreti INR računa.
Ja, mogoče, če mi začnemo, mi danes prvi dan ponujamo. Zbirali smo interes, recimo že zadnji mesec, dva, smo poslali strankam prej obvestilo, kdaj bo mogoče odpreti INR. Stranke so lahko izkazale neobvezujoč interes, tako da smo jih danes tudi obvestili. Mislim, da imam sveže podatke. No, zjutraj smo imeli še malo težav, ker nismo mogli še INR-ja odpreti pri Fursu, ampak zdajle do 12. ure mislim, da smo enih 15 računov odprli, no, v ene, 2 urah. Tako da Začetek je. začetek je lep, upajmo, da se tako tudi nadaljuje. Mitja, pri vas? Ja, enako, mi že, se pravi, od dneva, ko smo razkrili ta cenik, no, smo enako na spletni strani omogočajo tudi strankam, da se prijavijo na te novice, tako da tega interesa je bilo, se pravi, v zadnjem mesecu kar nekaj, govorimo par tisoč kandidatov, vlagateljev za INR račune in jih zdaj tudi že počasi naročamo. Številke ne smeš razkriti. Par tisoč. A je par tisoč? Je že odprl račun oziroma Ne, par tisoč je bilo interesa, interesa? Aha. do tega spletnega informiranja, mi uradno začnemo v ponedeljek. Pa pri vas? Pri nas smo tudi v bistvu aktivno začeli z komunikacijo. Vzpostavili smo spletno stran, kjer stranka dobi vse osnovne informacije o INR računu, kjer smo tudi zbirali dejansko interes. Dejansko potem, bom rekel, šli smo na način, da dejansko lahko stranka klikne zanima me in na podlagi tega prejmemo mail in stranki potem tudi aktivno odgovorimo. Je pa bilo kar nekaj interesa tudi na naši strani. Okej, zdaj vas pa moram vprašati eno zadevo, in sicer, ki mi je padla v oko, če lahko tako rečem. In sicer, imate zelo usklajene cenike, sploh kar se tiče posredniške provizije. Vem, da MLB je tukaj ta prvi objavil posredniško provizijo, pa me zanima, a ste se mogoče kaj dogovarjali. Vem, da bo odgovor ne, ampak deluje, kot bi se dogovarjali med seboj. Posredniška provizija je identična pri vseh, vključno z vsemi popusti. Kako to, da so ceniki tako usklajeni, sploh v tem delu stroške ob vsaki transakciji, posredniška provizija? Absolutno ni šlo za nobeno dogovarjanje. Lahko povem za naš primer, mi smo izhajali iz, bom rekel, nadomestil in stroškov, ki jih imamo za različne pakete, naše na obstoječih trgovalnih računih, in smo želeli na INR računih določene prilagoditve opraviti, ki bi spodbudila vlagatelje k čimprejšnjemu odpiranju računov in vlaganju. Pomeni, da stroškov z otvoritvijo in vodenjem računa ni. Trgovalno provizijo smo dali nekje na tak nivo, kot je pri najboljših paketih, pa dodaten popust ponudili v prvem letu, v letu 2026, zato da se pač spodbudi vlagatelje, da s temi naložbami začnejo čim prej. Kaj pa vaša filozofija, OTP, Ilirika, imate iste cene kot pa V pri bistvu MLB-ju? enako je odgovor ne. Recimo, če izpostavim naš del, bom rekel, mi smo na trgu začeli prvi uvajati ponudbo z paketi, tega smo se tudi držali pri uvajanju cenika dejansko za INR račune, in dejansko smo strankam ponudili primerno ugodne provizije, seveda, ker jih želimo spodbuditi k aktivnemu pristopu k INR računom, smo seveda te cenike temu prilagodili. Ja, z naše strani lahko rečem, da nismo se z nobenim usklajevali, niti nismo bili z nobenim v kontaktu, kar se cenikov tiče. Ilirika nekako sledi potrebam trga, nimamo paketnih ponudb, nismo banka, tako da smo se mogli pač s ponudbo in stroški v ceniku nekako prilagoditi ostalim ponudnikom, pa pač tudi naš interes je bil, da gremo nižje, da probamo aktivirati vlagatelje, ki še niso oziroma bi postali vlagatelji. Tako da ja, to Zanimivo naše naključje, a ne? 0,30% oziroma 50% akcija do konca leta 0,15. Minimalne provizije so tudi praktično identične, z izjemo BKS-a, ki tukaj malce štrli. Tako da, a ne, nekako mi je to padlo v oko. Potem je še ena zadeva, reklamira se, oglašuje se, da je odpiranje računa brezplačno, kar teoretično res drži z vaše strani,
ampak ni pa čist povsem brezplačno, tukaj se vseeno zaračuna odpiranje računa in sicer KDD tukaj zaračuna ta strošek 1,35 evra. A je tako? Ne. Odvisno v katerih primerih. Se pravi, če stranka že ima odprt klasičen trgovalni račun, potem se ta €1,35 ne zaračuna, niti se ne zaračuna vodenje potem KDD, ki je 40 centov mesečno. V ostalih primerih pa ja, vkolikor pride nova stranka, ni vlagatelj, nima odprtega KDD računa, Ilirika prefakturira recimo temu strošek €1,35 za odpiranje KDD računa. Procentualno gledano lahko rečemo, da bo večina na novo odpirala račune. Težko v tem trenutku rečemo, da bo večina na novo, kar do zdaj opažamo, mogoče za prvi dan je še preuranjeno, ampak so večinoma že obstoječe stranke Ilirike. Povej, Mitja. Ja, zdaj za NLB velja, da v obeh primerih, ne glede na to, a ima odprt trgovalni račun že ali ne, bo odpiranje in vodenje INR računov popolnoma brezplačno. Se pravi, stroške, ki jih zaračuna KDD, teh stroškov ne bomo zaračunali naprej. Ampak v ceniku so pa navedeni. Niso. Niso navedeni. Jaz sem jih odčitala iz Za cenika. redni trgovalni račun ja, za INR račun je odpiranje in vodenje popolnoma brezplačno, celotno dobo. Okej, pa pri vas, Pri nas na OTP banki dejansko smo že prej ponujali, bom rekel, trgovalne račune v okviru svojih paketov, ker so že prej bili dejansko ti trgovalni računi brez stroškov. Tega bom rekel, zdaj pri INR smo to dejansko potem uvedli za vse račune, tako da tega stroška ni. lahko pa mogoče samo še to dodam pri OTP-ju. Cenik je zelo napisan na način, da ni prijazen uporabniku, ker imate najprej za navaden račun, pa imate pa zraven spodaj dodan INR in je cela zmešnjava. No. Tako da tlele me ne preseneča. Mi smo se tukaj maksimalno potrudili, ker smo ločevali ravno zato. Ne? Če gledaš logiko, ljudje, ki uporabljajo trgovalni račun, bo potem naslednji korak, ker so že navajeni tega cenika, ne, da bodo potem dodali INR račun k ceniku, ki ga že imajo. Ne. Tako da smo to logiko zasledovali in mislim, da bo to za stranke bolj pregledno, kot da bi dejansko čisto ločeno INR račune dali in se bi potem stranke lovile v primerjavi z trgovalnim računom. Ker praksa drugje je bila pa drugačna, nas ste ločeno pripravili, prav samo za INR-je. Mitja, pri vas recimo imate ločeno, pa Tako. tudi na Ja, Iliriki. imamo ločeno, ja. Zakaj pa je pri vas Ja, ločeno in ne zasledujete te logike kot na OTP-ju? Ja, nam se zdi, da je bolj pregledno. Ne. INR je pač svoj produkt, sicer je po vsebini dosti soroden trgovalnemu računu, samo ima določene ugodnosti, drugačno obravnavo in stranko, ki bo imela INR oziroma bi ga želela imeti, bo zanimala tarifa INR. Ne. V bistvu ne Ja. skupna. Ampak saj Jaz vsak se ima- pridružujem mnenju Logiko. Mitje. Zdaj, a ne, zakaj sem jaz tako tečna okrog teh stroškov? Moram priznati, da sem res tečna, zaradi tega, ker na dolgi rok to zelo vpliva. Saj sami veste, da to zelo vpliva tudi na končni rezultat. Ne? In a mislite, da obstaja, zdaj nekateri novinarji so celo pisali oziroma so govorili na nekih dogodkih, da stroški niti niso tako pomembni. A so stroški pomembni, ko govorimo o investiranju v INR? Seveda stroški so pomembni, ne. Zdaj odvisno od same naložbene strategije. Za nekoga, ki bo imel veliko število poslov, v letu so stroški trgovanja bolj pomembni. Za nekoga, ki bo naredil par naročil oziroma sklenil par poslov, so pomembni pa tudi drugi stroški. Ne, se pravi, kakšna je vrednost portfelja, kakšne so potem ležarine, predvsem je pa potrebno, ker se pogovarjamo o INR računih, vzeti v obzir vse stroške in vse ugodnosti. A ne, se pravi, davčne ugodnosti, kar se tiče dividend, obresti, kapitalskih dobičkov, in tudi pogledati, kaj se v paketu dobi, vključno, bom rekel, z izobraževanjem, z nudenjem informacij. A ne, tukaj gre za nov produkt, na širšo množico se cilja in je zelo pomembno, kakšna bo podpora uporabnikom v tem delu. Zdaj, a ne, Slovenci ne slovimo ravno kot, oziroma tudi na splošno, day tradanje, swing tradanje, kakršnokoli prepogosto tradanje, statistično gledano pač se konča zelo slabo, 95%, če ne celo več, ne, jih v bistvu na dolgi rok ustvari minus. Ne. Z INR-ji, a ne, se ste rekel, veliko poslov, a ne, se pravi,
A bi rekli, da se z INR-ji stimulira ljudi k temu, da so zelo proaktivni, ko je govora o investiranju? No, jaz mislim, da osnovni namen zakona in INR sheme je bila aktivacija, bom rekel, denarja ali pa denarnih vlog, ki jih imajo ljudje na bankah, za preusmeritev, bom rekel, tudi v druge naložbe, a ne, se pravi, ne samo v denarne vloge. Tako da jaz razumem, da v začetku bo šlo za to, da se mogoče večji zneski investirajo oziroma aktivirajo v ta namen. V nadaljevanju, ko bo recimo to izčrpano, bo pa seveda šlo tudi za neko postopno varčevanje, se pravi, da bi periodično nekdo v letu vsake toliko časa kupil kakšne finančne inštrumente na INR. Ampak bi rekel, da v prvi fazi gre za aktivacijo, bom rekel, teh denarnih sredstev. Ampak to so ljudje, ki niso nikoli v življenju mogoče investirali denar, so kopičili na banki, zdaj se jih nekako preusmerja v INR, in nekako mogoče bojo tudi nasedali na številne medijske objave ali pa tudi druge, ki bojo spodbujali k proaktivnosti. Konec koncev naloga brokerja je, da stimulira ljudi k proaktivnosti, ker tukaj denar služi, po domače povedano. A je tako? A se motim? Če mogoče še jaz- Načeloma vse Ja. te stvari grejo zelo postopoma. Če pogledamo 2 leti, 3 leta nazaj, je bila prva serija državnih obveznic oziroma obveznic za državljane. Finančni inštrument, ki je zelo podoben recimo depozitni vlogi in je bil odziv velik, ne. In to je bil tudi prvi zelo, bom rekel, po mojem mnenju premišljen korak. Sledila je druga serija in zdaj v marcu tudi tretja serija, ki bo tudi ustrezna za naložbe na INR račun. Celotno izobraževanje, podpora, rekel, seminarji, ki bojo organizirani v tem času prav za namen tega finančnega opismenjevanja, bojo ljudi tudi počasi spodbujali v kakšno bolj tvegano naložbo, kot je recimo državna obveznica. Ampak za to je potreben svoj čas in namen te sheme je, da se ta čas zagotovi in da se lahko postopoma preusmerja te naložbe. Kakšno je vajino mnenje? Mogoče še komentar z moje strani, ne, če bom rekel, začnemo na začetku vprašanja. Ne. Tudi na trgovalnih računih imamo stranke, ki so aktivne v trgovanju, in imamo stranke, ki so pasivne v trgovanju. Ne. Na eni strani stranke, ki so do zdaj bile aktivne na trgovalnih računih, in menim, da bojo tudi, vkolikor se bodo odločili za INR, aktivne na INR računih, ne, s tem, da seveda tukaj ponujena ta davčna ugodnost, da dejansko trgovanje z vmesnim doseganjem dobička brez izplačila je neobdavčeno, ne, kar lahko da jih bo spodbudilo k večjemu trgovanju. Na drugi strani pa se bi pridružil Mitju, ne, da stranke, ki recimo že zdaj so investirali v te obveznice, imajo dodatno priložnost investiranja spet v ljudske obveznice. In seveda te stranke so ponavadi pasivne, razen če dejansko v vmesnem obdobju potrebujejo denar. Ne. Zraven tega pa še bi mogoče poudaril, ne, zdaj bom rekel, nekdo, ki do zdaj se ni srečal z naložbami, ima preko INR računa priložnost, da se sreča z naložbo v začetku v obveznice, potem ko vidi, kako te naložbe dejansko potekajo oziroma kakšna so vrednotenja, da je izplačilo obresti na točno določen datum, kakšno je gibanje vrednosti obveznic, dejansko dobijo eno osnovno izobrazbo v finančnih instrumentih na tem področju. Potem v naslednjem koraku pa seveda, ko vidijo, da zadeva funkcionira, se lahko odločijo tudi za tveganejše naložbe, kot so delnice, ne vem, kakšni mešani ETF-ji, kaj podobnega. Ne. In jaz mislim, da to gre z roko v roki z finančnim opismenjevanjem ljudi in dejansko menim, da bojo to ljudje kar uporabili in začeli investirati na drugačen način kot preko trgovalnih računov. Ja, mislim, mi v Iliriki mislimo, da INR ni zdaj namenjen kot produkt, da bi to privabljali vlagatelje ali pa jih spodbujali k temu, da aktivno dnevno ali pa večkrat dnevno trgujejo. Tisti, ki že zdaj to počnejo, bojo mogoče počeli tudi prek INR-ja, ker ni davka na kapitalski dobiček, ne. Ampak jaz mislim, da je produkt bolj dolgoročno usmerjen z davčnimi olajšavami po 15 letih, je nič davka ob izplačilu, ne. Je pa res, da
finančna pismenost v Sloveniji je mogoče malo nižja kot v drugih državah. S tem namenom smo se pač v Iliriki mogoče, da za tiste, ki so res neuki, kar se tiče finančnih naložb, smo pustili na INR-ju tudi možnost upravljanja premoženja, torej bodi si klasičen IUP ali pa podoben produkt, kot ga že imamo, modro varčevanje, ne, se pravi naložbe v ETF-e, kjer se jim to bolj razprši, pa imajo možnost mesečnega vložka in tako naprej. Tako da Kakšni so stroški, odvisno od tipa stranke. Ja. kakšni so stroški upravljanja? Odvisno, zdaj imamo tri možne produkte, delniški, razpršeni pa temelj. Mislim, da se stroški gibljajo od 1,4 do 0,4% letno, nekje še delitve dobička. Na modrem varčevanju, modro tujino, modro doma, pa modro kombinirano je pa strošek 0,6% letno. Bomo tudi to malce bolj poglobljeno pogledali ob priložnosti. Je tudi kar nekaj novih ponudnikov, pa se mi zdi pomembno, da to tudi pogledamo malo bolj poglobljeno. A ne? Pa bi vas mogoče zdaj to vprašala, glede na to, da govorimo veliko o finančni pismenosti. Imeli smo zdaj enkratno priložnost, da vidimo, kako bojo Slovenci odreagirali z delnico Vzajemna, ne. Zelo malo ljudi je prevzelo delnico Vzajemna, ne. Videli smo tudi prvi dan trgovanja, je delnica cena poskočila iz 1 evra na 20, potem se je nekako ustavila na 8. Trenutno 6. marca ob 12.26 kotira pri 2,20 evra, 63-odstotni upad. Kako pa to komentiramo? Ja, jaz mislim, Izvoli, da Blaž. Prosti, Daniel, hvala. Jaz mislim, da je bilo pri Vzajemni več enih faktorjev. Eno je bilo nepoučenost vlagateljev, ki imajo delnice Vzajemne, na drugi strani neravnovesje med ponudbo pa povpraševanjem, kot ste rekla, Marja. 1% delnic je bil prenešen še mislim, če gledamo samo male vlagatelje, ne pustimo ZZZS, ki ima 15%, ampak mali vlagatelji so prenesli 1% delnic. Mislim, da je bilo 4.000 do 5.000 delničarjev je do zdaj preneslo, 450.000. Pa tudi, ne vem, a bi uporabil izraz manipulacija, pač nekdo je probal zaslužiti, kakšne so tržna naročila, Nekdo zelo so se dobro oddajala. zaslužil, ne? Nekdo je zelo dobro zaslužil, stranke so oddajale tržna naročila, ker so nevešča in potem so kupovala po 7, 8, tudi po 20 evrov nekdo, ne. Ja, točno to, ja, kot tržna naročila so oddajali. A vas lahko vprašam, vezano na INR, in sicer, ali menite, zdaj beremo različne zadeve, ampak vas bom tako vprašala. Nekateri pravijo, jaz pravim, počakajte, ljudje, ne takoj odpirati INR računa, zaradi tega, da vidimo, kakšni so stroški, da naredimo domačo nalogo. Kot investitor se mi zdi, da je pomembno, da naredimo domačo nalogo. Potem berem nekje drugje, pravijo, čim prej odprite. Zakaj bi nekdo mogel, oziroma zakaj bi nekdo počakal, oziroma takoj odprl INR račun? Ja, dve ključni zadevi, prosti, Daniel. Aha, izvoli. Dve ključni zadevi sta pri tem. Ena stvar je, da od dneva odprtja INR računa začne teči 15-letno obdobje, po katerem so vsa izplačila z INR računa neobdavčena, ne. Drugi razlog je pač iz vidika namena računa in z vidika teorije dolgoročnega vlaganja, se pravi, prej, ko začneš vlagati, boljše je, ne. Se pravi, če so spodbude na začetku narejene na tak način, da samo imetništvo računa ti ne povzroča nobenih stroškov in ti hkrati takoj začne teči 15-letno obdobje, je smiselno odpreti tako in hkrati, ker pač je tudi čas pomemben, ne, da se z vlaganji začne čim prej. Pri vseh teh spodbudah, ki so čisto enostavno. Ja, ampak če smo čakali 15-20 let, nismo nikoli bili na trgu, zakaj bi zdaj vrat na nos šel odpirati INR račun? Zakaj ne bi počakal še par dni, da nekdo, na primer mi, ne, naredimo primerjavo stroškov in da bi pač lahko izbral na podlagi tega. Recimo, zdaj pač sam razmišljam na glas, ne, če si čakal 15 let, zakaj moraš zdaj takoj? Pač če počakaš en teden, nič narobe, a ne? Ja, ne, se to pač figurativno govorimo, ne. Ne gre tukaj za vprašanje parih dni, gre za to, da pač takrat, ko
preveriš vse zadeve, ko se odločiš, da boš ta račun odprl, da boš vstopil v shemo. Stroški ponudnikov ne bi smeli biti tisti, ki bi te pri tem ustavljali ali pa povzročali neke nove dileme. Ne. Zato smo tudi šli v to, da samo imetništvo ne stane nič, trgovalne provizije pa precej ugodnejše kot na trgovalnih. Se pravi, to, da odpreš račun, je brez stroškov, brez da bi položil denar, brez da bi prenesel delnice v Vzajemne itd. To potem ostane, dokler ne položiš prvi denar na račun, v bistvu ostane brez stroškov. In potem jaz recimo odprem INR na NLB in se potem premislim, ker je recimo mogoče na Iliriki ali pa OTP-ju so ugodnejši, ali pa ponujajo neki, ne vem, s čime bojo prepričali, bom prenesla brez stroškov, brez problema. Samo da popravim, če je samo denar na računu, tudi ni stroškov. Se pravi, jaz lahko Stroški- položim 10.000 evrov in prenašam med brokerji, dokler ne naredim prve investicije. Stroški so vezani izključno na dve zadeve. Dinamično, ne, se pravi, ko začneš trgovati, so trgovalne provizije in vse, kar je s tem povezano, pa statični stroški, ki so pa vezani na povprečno vrednost portfelja, pa na kakšne dogodke, na korporacijskih, recimo izplačilo dividend je taka zadeva, ki je recimo nek enkratni dogodek recimo v posameznem letu, v največ primerih. Ne. Dokler tega ni, se pravi, dokler je na računu denar, teh stroškov ni. Mogoče še bi samo dopolnil tukaj k temu. Ne. Zdaj bom rekel, prehajanje med ponudniki bo enostavno, ampak dejansko bom rekel, stranke bodo lahko prehajali med ponudniki enkrat v letu. Ne bo mogoče prehajati brez omejitve. Ne. To pomeni, da če pri enem od borznih članov dejansko se odpre INR račun, pomeni, da stranka mora biti pri tem borznem članu 1 leto, po 1 letu pa se lahko opravi prenos na drugega ponudnika. Ja. Ma tudi Mogoče bilo. še ena pomembna okoliščina pri prenosih je, ne, da prenos mislim, da lahko traja 30 dni, pa v tem času ne sme biti nobenih transakcij na INR-ju, razen tistih, ki so povezanih s prenosom. Tako da ne vem, v kakšnih obdobjih večje nestabilnosti to lahko stranko malo ovira, ne, oziroma Se pravi, lahko negativno vpliva. Mislim, da je dober nasvet, naredi domačo nalogo, preden odpreš. A ne glede na to, da so Drži. volatilni časi, negotovi časi, vidimo, kaj se dogaja na borzah, danes je padec, jutri je rast, a ne, tako da mogoče vseeno tukaj je na mestu, pač dajmo malo počakati, no, pa narediti domačo nalogo. Še tole bi vas rada vprašala. Zdaj, vi ste itak delali analizo stroškov, pa veste, da v bistvu nakup na tuji borzi je bistveno dražji kot pa recimo na slovenski borzi, a ne? Pa me zanima, a bi lahko se zgodil scenarij, da bi stroški nekako izničili davčno korist. Na dolgi rok, po 15 letih, da bi ti na koncu imel pač več stroškov z vašimi računi, kot pa prinašajo davčne ugodnosti. Mogoče čisto, če iz tega vidika pogledamo, ne, kakšni so pričakovani donosi v različnih naložbenih razredih. Ne. Če govorimo o obveznicah, je pričakovan donos nekje na dolgi rok 2 do 3 odstotke, ne, pri enih, bom rekel, mešanih naložbah, recimo tukaj med 4 do 5 odstotkov in pač pri delniških naložbah med 7 do 8 odstotkov. Ne. In če na drugi strani pogledamo naše stroške, ne bom rekel, po tej zgodbi dejansko se negativni scenarij, če večjih padcev ni vmes, bom rekel, težko zgodi. Ne. Koliko misliš procentualno, da bi lahko strošek predstavljal po 15 letih? Nekje sem slišala neke ocene, pa me samo zanima, če ste mogoče preigravali te scenarije. Bom rekel, jaz pri nas nismo. Niste. Bom jaz, nič skrbeti, bom jaz izračunala vse. Ampak če gledamo- Mi smo že naredili dokument za tipske imetnike, pa zdaj na tujini, no, pri teh obstoječih stroških, ki so v ceniku, mislim, da je leten strošek, pač upoštevanje, kolikor je do ATVP primere, se pravi 5.000 evrov tujina, pa 5 nakupov v letu. Mislim, da je strošek 1,83 odstotka. Tako da jaz mislim, da na dolgi rok, pa gledano zgodovinsko donose pač na trgih, jaz mislim, da stroški ne bi smeli. Razen, če boš naredil bistveno veliko najedel. napak, ne, da boš recimo ful Razen, če boš trgoval, pa naredil napak. si ustvaril v bistvu dodatne stroške. Ne. A je možno, to sem včeraj tudi slišala en scenarij, da bi mogoče prišla bo nova vlada ali pa bo ostala ista, ne vem, ampak mogoče bojo državne finance v večjih stiski. A je možno, da bi spremenili to davčno zakonodajo, kar se tiče samega INR-ja?
Se pravi, da bi spremenili, da po 15 letih ali pa da bi že vmes mogoče bili obdavčeni po določeni stopnji, tako kot smo zdaj trenutno. Zakonodaja se vedno lahko spremeni, ne, saj tudi vidimo situacijo, dvomim pa, da lahko retroaktivno kakšne stvari veljajo za nazaj, ne, se pravi na pogoje, ki so bili znani in dani vlagateljem takrat, ko so začeli s to shemo. Ja, mislim, ZINR je zakon, tako kot vsak ostal v slovenski zakonodaji, tako da jaz mislim, da na kratko ne pričakujemo nekih sprememb, na daljši rok, na daljše časovno obdobje pa se lahko zgodi kakšna novela zakona. Se pridržujem mnenju, Mitja pa Blaža. A se lahko mogoče dotaknemo malo investicijske strategije? Zakaj menite, da je INR, za koga je primeren, za kakšne strategije je primeren? Ja, v prvi vrsti najlažje je to pogledati, stroške te transakcijske smo že kar lepo obdelali. Ja. Zdaj, mogoče treba še majčkeno bolj pogledati, če te ugodnosti iz davčnega vidika. Ne. Recimo, če ima nekdo naložbo 10.000 evrov, pa je dividendna politika taka, da nosi recimo 5% donosa, ne, se pravi, to 500 evrov dividende, 25% davčnega prihranka je 125 evrov. Ne. Se pravi, v primerjavi stroški nakupa, ne, ki so recimo za 10.000 evrov v Sloveniji recimo tam okoli 25 evrov, približno, ne, so te prihranki kar veliki. Enako je tudi pri kapitalskih dobičkih. Ne. Zdaj pa vse odvisno od tega, kakšna je naložbena strategija. Če bo nekdo imel veliko število naročil, ne, se mu kopičijo trgovalni stroški, ne, se pravi tudi stroški na INR računu. Na drugi strani so pa koristi, ki jih prinašajo te davčne ugodnosti. Ne. Se pravi, te dve stvari je potrebno uravnotežiti. Zdaj, če govorimo o sami strategiji, sigurno je smiselno v portfelju imeti recimo kakšne delnice, ki imajo stabilne, visoke dividende. Tukaj je treba razlikovati med slovenskimi pa tujimi, ker je pri tujih majčkeno manjši ta, bom rekel, davčni pozitivni efekt, ker se neki dividende oziroma davka že na veru pobere. Druga zadeva, obveznice, ne, obresti za obveznice v bistvu nimajo odtegljaja na veru. Pomeni, da se celotni efekt teh 25%, ki pomeni za neobdavčitev obresti, v celoti manifestira tudi na INR računu. Potem pa še vsi drugi inštrumenti, ne. Zdaj, če gremo bolj v neko globalno razpršitev, ETF-ji, spet pri ETF-jih je potrebno biti kar, bom rekel, zelo natančen in previden. Obstajajo ETF-ji, ki izplačujejo dividende in ni obdavčitve na veru, odvisno, v kateri državi so izdane. Potem obstajajo ETF-ji, ki akumulirajo donose in izplačilo dividend niti ni tak faktor. Je potem kapitalski dobiček, ampak je potem odvisno od tega, kdaj se opravijo prodaje teh papirjev. Zdaj, kar je posebnost na INR računih, je, da je sistem obdavčitve nekoliko drugačen. Ne gre za FIFO metodo, kot je na rednih trgovalnih računih, ampak se pogleda donose skupaj in od tega odšteje odplačila in je potem enkratni davek, če je to pred 15 leti. Medtem ko na trgovalnih računih, če ti kupuješ vsako leto nekaj, bo tisto, kar si kupil v prvem letu, neobdavčeno šele po 15 letih, kar si kupil v drugem, po 16 in tako naprej. Tako da tukaj je potrebno izračunati in predvsem vedeti, kakšna bo naložbena strategija. Generalno moja ocena je, da v veliki večini primerov te ugodni efekti na INR-jih izničijo povsem stroški. A imate vi še kaj za dodati tukaj? Jaz, mogoče z moje strani, ne, ko se pogovarjamo o naložbeni strategiji, ne, bom rekel, kar je z mojega vidika, pa seveda z vidika investitorjev pomembno, da dejansko najprej naredijo domačo nalogo, koliko tvegane naložbe so pripravljeni kupiti oziroma sprejeti tveganje, ne, in potem na podlagi tega, kot je že Mitja omenil, se potem tudi odražajo donosi. Ja, jaz se pridržujem in mnenju Mitja in mnenju Danijela. Po naši oceni je INR produkt, kakor sem že prej omenil, je bolj za neke dolgoročne naložbe z nekim omejenim številom trgovanj na leto.
ključna dobrodošlica so pač neobdavčene dividende. Tako da jaz bi bolj pač produkt strukturiral za dolgi rok oziroma ga uvrstil kot dolgoročen produkt. No. Zdaj, tudi če pogledamo cenike, tudi če pogledamo davčne ugodnosti, vse tako sugerira proti slovenski borzi in slovenskim delnicam, kar je cenovno bolj ugodno, dobivamo visoke dividende, ker so slovenske delnice visoko dividendno donosne. Kaj vi pravite? Bo v bistvu tukaj naval na slovensko borzo, na to me zanima, ne? Mogoče, če zadevo malo dejansko podkrepimo tudi za podatki, ki so dejansko primerljivi, recimo, če primerjamo SBI Top z ostalimi borznimi indeksi, ne, je, bom rekel, dejansko razmerje med ceno in dobičkom v tem trenutku okrog 11 do 12, ker so kar velika nihanja v zadnjih časih zaradi razmer na tujih trgih. Dividendni donos imamo krepko nad 3%, ne, če primerjamo tukaj na drugi strani vodilni nemški borzni indeks DAX, kjer vidimo, da je recimo povprečni PE okrog 18, ne, to pomeni razmerje med ceno in dobičkom, in na drugi strani dividendni donos okrog 2%, ne, že tukaj dobimo eno primerjavo, da so slovenske delnice v tej primerjavi cenejše, ne. Razlog za to je seveda likvidnost, ki jo imamo, pa seveda nismo primaren trg, tako da je recimo nemški kapitalski trg, ne. Mogoče za primerjavo pa ne, ker vem, da so v zadnjem času zelo aktualne tudi ameriške delnice, ne. Bom rekel, pri ameriških delnicah pa smo na S&P-ju pri vrednotenih med ceno in dobičkom tam okrog 27 in okrog dividendni donos tukaj okrog 1,2%, ne. In kot si vprašala, ne, če primerjamo slovenski trg z temi kazalci, ne, ugotovimo, da je cenejši, ampak cenejši z vidika predvsem te likvidnostne premije, pa seveda dejansko, da sodimo med obrobne trge. Ja, kaj pomeni, kako misliš likvidnostna premija? Ja, v bistvu ne, bom rekel dejansko, če razložimo to dejansko, razlog, zakaj so delnice toliko cenejše, je dejansko ta, bom rekel, nižja vrednotenja, dejansko zakaj ni na slovenskem trgu toliko tujih investitorjev, dejansko likvidnost, ne, in dejansko zato tudi ni dejansko toliko aktivnega trgovanja in dejansko v primeru, ne, da dejansko pride recimo do neke večje krize, je dejansko težava te vrednostne papirje prodati. To ne govorim, bom rekel, za te manjše količine, ki bodo seveda prisotne na INR računih, ne, predvsem govorim za vidika večjih vlagateljev, ne. Kar pa ima posledico tudi vpliv na potem na ostale. Saj veš, a se spomniš leta 2008, ne, ko je šlo dol, ne, je bil problem tudi za manjše zneske. A ne, slovenska borza je nišna borza, lepo si povedal, robni trg je slovenska borza, tako da tukaj pač bo težko prodati karkoli, kakorkoli. Mogoče, če še dodamo za tujino, ko si omenila likvidnostne težave v letu 2008, ko se je začela finančna kriza, ne, so ravno kapitalski trgi dokazali to, ne, da so najbolj likvidni trgi in res velja pravilo poravnave, ne, recimo za Ameriko T+1, za Evropo še zaenkrat T+2, in dejansko poravnave so se izvrševale kljub vsej krizi, kljub vsem padcu tečajev, ne, tako da je bila ta garancija, tudi če si prodal po nižji ceni, si denar dobil v dogovorjenem roku, ne, tako da je do izvrševanja tega je prišlo, ne. Na tujih trgih, ne? Na tujih trgih, tako. tako. Kaj vidva mislita, a bo naval na slovensko borzo ravno zaradi teh ugodnosti, ki jih ponuja INR? Ja, v prvem letu kvota 20.000 je odprta. Ne? Se pravi, v drugem letu in v vseh naslednjih je 5.000 plus 5.000 dodatno, ko prvih 5.000 zapolniš v slovenske papirje. Ne? Zdaj jaz bi dodal en pomemben vidik. Ne? Mi se tukaj zdaj pogovarjamo samo o strani povpraševanja. Se pravi, koliko sredstev bo aktiviranih v INR shemi na strani povpraševanja. Ne govorimo pa nič o tem, kaj bo na strani ponudbe. Tudi na strani ponudbe je potrebno zadeve uravnotežiti. Jaz verjamem in tudi lahko povem, da imamo že v tem času kar precej zanimanja strani potencialnih novih izdajateljev. Pomeni, govorimo o novih IPO-jih na Ljubljanski borzi. Pomeni, da se bo tudi nabor finančnih inštrumentov, v katere lahko vlagatelji investirajo, s tem povečeval. In to je to, kar je
tudi eden od namenov INR sheme, da se razvija kapitalski trg na obeh stranih. IPO-ji, kateri? Žal ne morem dati konkretnih Se informacij. pravi, nekaj se kuha, nekaj se pripravlja. To. Ja, seveda, mi imamo kar nekaj teh stvari, par primerov že pripravljamo, bojo lepo razporejeni čez celotno leto in verjamem tudi, da bo na strani države mogoče kakšno podjetje uvrščeno na borzo. Aktivacija teh sredstev je samo na eni strani. Se pravi, na Ne, strani države verjameš, da bo aktivacija, torej govorimo tukaj o nekih zasebnih podjetjih, zdaj, ki pripravljajo. Upam, da bo tudi na strani države kakšno podjetje, ki bo šlo na Ljubljansko borzo. To, kar delamo pri nas, so, bom rekel, čisto klasične. So zasebniki, so zasebna podjetja in želijo iti na Ljubljansko borzo. Tako. Zanimivo, ne? Mislim, to sem tudi vprašala predsednika uprave Vzajemne, če razmišljajo, da bi poleg kotacije na Ljubljanski borzi šli pač tudi na kakšno drugo borzo, je rekel, da ne izključuje tega. Tudi NLB konec koncev globalna potrdila o lastništvu kotirajo na londonski borzi. A tudi mogoče te zasebniki, ki želijo narediti IPO na Ljubljanski borzi, razmišljajo tudi, da bi naredili kotacijo na kakšni drugi borzi? Ali je zdaj sam fokus Ljubljanska? Zaenkrat je fokus na Ljubljansko. Kdaj pa bo ta prvi IPO se zgodil? Žal tudi ne morem tega komentirati. Ta moment bo pa zelo kmalu. Bom rekel, zdajle po aktivaciji INR sheme vemo, da v marcu sledi takoj ljudska obveznica in potem bojo posamezne priložnosti vse do konca leta. Da to je nek ključ tudi potem, da stvari zaživijo. Da bo še več ponudbe na Ljubljanski borzi in da ne bo v bistvu SBI Top sestavljala samo 3 delnice, a ne? 70%. A je tako? Se sestavljajo NLB, Petrol in pa Krka. Ja. Sveta trojica. Jaz bi mogoče tukaj še, Marja, ki ste omenila, da je cenik tako spisan, da je fokus na LSE. Mogoče je to treba pač večplastno pogledati. Ne? Tukaj smo ponudniki INR, smo člani borz, medtem ko v tujini nismo. In delamo pač prek posrednikov in globalnih podskrbnikov in je treba pač tudi njihove stroške vzeti v zakup. Zato neka razlika med domačimi in tujimi trgi. Bi pa pač vsakmu vlagatelju predlagal preudarnost, previdnost, pa naj pač dovolj razprši portfelj. Sam se verjetno tudi pri drugih ponudnikih v tujini, kakšnih neobrokerjih je podobna situacija, pa so tam stroški bistveno bolj uporabniku prijazno predstavljeni. Ja, sam, če primerjamo, bom zdaj za Iliriko rekel, če primerjamo Iliriko z IBKR ni neobroker, ampak s Trade Republic ali pa Revolutom, nas niti ne moramo. Ne? Mi imamo 18.500 strank, bližamo se 19.000, medtem ko jih ima Trade Republic 10 milijonov, pa assets under management ima 150 milijard, Ilirika ima 3 in pač tudi oni lahko pol pri teh globalnih podskrbnikih imajo večje ekonomije obsega, lahko dosežejo pač nižje provizije in tudi iz tega naslova pač ponudijo nižje. Ne? Če prije en IBKR tebi pa reče, da bi imel pri tebi delnice oziroma papirje v shrambi, ki ima 780 milijard pač denarja oziroma vrednostnih papirjev strank pri njih, je bistveno drugače, kot če prije Ilirika. Mogoče, če lahko samo dodam, za recimo na Ljubljanski borzi smo cenejši. Od koga? Od Trade Republica stane 1 evro? Trade Republic ima implicitne stroške, za katere noben ne ve, koliko so. To je razlika v ceni. MiFID direktiva za TFI zahteva, da se razkriva vse stroške, vključno z implicitnimi, in sistem, recimo neobrokerjev, govorimo o Pay for Order sistemu, je strani ESME prepovedan in je prehodno obdobje do 30.6. Nemčija je zadnja, ki je oziroma imela najdaljše prehodno obdobje in se sistem Pay for Order oziroma Zero Commission Trade ne bo več dovoljen in bo tudi potrebno strani neobrokerjev te poslovne modele prilagoditi. Tako da, kar se tiče Ljubljanske borze, je to. Kaj pa Interactive Brokers? Interactive Brokers tudi ponuja nakup slovenskih delnic po bistveno bolj ugodnih cenah.
Interactive Brokers, mislim, da ima na Ljubljanski borzi, ker ni direkten član, ampak gre prek Raiffeisena, mislim, da je nekje provizija 0,35%. Kar če pogledamo pol z provizijami ponudnikov INR, z INR-ji, ki smo na 0,3, v letu 2026 na 0,15, smo bolj ugodni kot IBKR. No. Še ena zelo pomembna zadeva. No. IBKR oziroma ponudnik, ki v Sloveniji slovenskim klientom ponuja trgovanje, zaračuna še dodatno 50 evrov letno. In v teh 50 evrov je zajetih komunikacija, podpora v slovenskem jeziku, zbiranje podatkov, davčnih, recimo za vse vrste poročanja, ki je potrebno, tudi oddaja davčnih Se zapovedi. pravi, čujem, o čem govoriva zdaj? O Interactive Brokers? Optim Traders. To je Optim Trader, to je ločena zgodba. Tlele jaz ne bi šla v to zgodbo. Drži, ampak če gledamo... Interactive Brokers pa, ne, tle pa treba biti zelo diskreten, no, oziroma tle je treba jasno povedati, Interactive Brokers tega ne zaračunava. Optim Trader, ki je pa ne introducing broker, kaj so oni? V bistvu uporabljajo platformo od Interactive Brokersa, ne, infrastrukturo, to je pa čisto ločena zgodba. Že, jaz sem želel povedati z vidika, če primerjamo INR ponudnike, ne, in recimo, da bi se kdo od teh brokerjev želel se pravi vključiti v INR ponudbo, pomeni, da bi mogel zagotoviti vse te zadeve, ki sem jih prej omenil, ne. Vključno s podporo za uporabnike in te stvari potem večkrat več stanejo. Ne. Zdaj, če gledamo opismenjevanje vlagateljev, ne, je zadeva precej drugačna, če imaš ti vprašanje, recimo o finančnem inštrumentu, o ETF-u, o značilnosti sheme same INR, če na drugi strani vedno dobiš človeka, je pogovor v slovenskem jeziku in ta človek je licenciran in te vedno lahko usmeri na koncu tudi na borznega posrednika, ki pa zelo natančno pozna te zadeve na trgu. In ta podpora je pri INR-jih v bistvu na nek način zahtevana. Ne. Tako da ne bi čisto direktno primerjal INR sheme pa trgovalnih računov, sploh če se gre v bistvu samo v neke execution only. Pa se to ponujate že zdaj s svojimi trgovalnimi računi, če rabiš pomoč, pokličeš in je to to. No, sej tukaj mogoče se še bi jaz vključil, ne, se čist, bom rekel, pridružujem mnenju Mitja, ne. Kar opažamo pri nas, ne, za čem so stranke najbolj zadovoljne, za tem ravno, da vedo na drugi strani, za kom govorijo, ko potrebujejo informacijo, dobijo človeka na telefon in to je ta naša ključna prednost, pa če še k temu dodamo ta davčni vidik, ki ga je Mitja izpostavil, ne, sicer pri INR-jih bo še ta delež izvrševanja teh izračunov na v bistvu čisto na strani ponudnikov, ne, je to ta bistvena prednost, ki jo lahko damo banke oziroma domači ponudniki. Pa mogoče še bi dodal preko je Mitja izpostavil, ne, bom rekel, to implikacijo cen v ponudbe in v povpraševanje, ne. Res, da vidimo pri neobrokerjih, ne, bom rekel, ceno za trade 1 evro, ne, bom rekel, je bila tudi ena primerjava naredila v enem izmed medijev in tam so, bom rekel, cene, ki so implicirale znotraj ponudbe in povpraševanje, lahko grejo tam tudi do 3-4%, ne, mi govorimo tukaj danes o proviziji 0,3 pa za 50% znižanje 1,5, na drugi strani pa vidimo, da delajo razliko v ceni 3-4%, ki pa je ne prikažejo, je to ta bistvena razlika, ki menim, da dejansko je naša prednost. Na MoneyHow smo to naredili, točno to smo naredili, kar si zdaj rekel, ker je nakupna in prodajna cena zelo pomembna. Ampak se opravičujem, vi govorite zdaj o proviziji nakupa, ampak mi imamo tukaj bistveno več stroškov, ki presegajo samo provizijo, ne? Korporacijska dejanja KDD, vzdrževanje stanj KDD, vzdrževanje stanj ponudnikov, vodenje INR računa, ki je brezplačno, ne? Pol imamo strošek, cel kup je nekih stroškov, no, v glavnem to presega in sicer nekako po moje oceni tlele zdaj zaenkrat krepko čez 30 evrov za nakup 5000 evrov delnic na Ljubljanski borzi. Ja, zdaj tukaj je en vidik pomemben, ne. Zdaj velik del teh stroškov predstavljajo nadomestila za vzdrževanje stanj. Ja. Se pravi, tisti del, ki ga zaračunamo ponudniki in del, ki ga zaračuna KDD oziroma globalni skrbnik, zdaj če gre za tuje papirje, ne. Ampak ta del je z neko minimalno postavko fiksiran. Pri nas znaša 9 evrov plus stroški KDD, pa recimo pridemo potem na nekih 13 evrov pri
pri takem znesku, ampak tukaj je potrebno izpostaviti, da to velja, recimo ta naš del, ne, vse do vrednosti portfelja 80.000, pomeni ni za vsak nakup 9 evrov. Ne. To je povprečna vrednost portfelja, v letu je osnova in na to se aplicira procent, minimalni znesek je 9 evrov. Pomeni nekdo, ki bo kupil za 1000 evrov Krke, ali pa bo kupil ne vem, za 20.000 evrov Krke ali pa katerega drugega papirja, ne bo še zmeri strošek 9 evrov. In stvar INR-jev je, da bo portfelj čedalje večji in večji, ko bo portfelj, manj bo ta fiksen strošek, ne, oziroma minimalen vplival procentualno glede na vrednost portfelja, ne, oziroma kakšen je ta strošek. Tako da tudi to je potrebno upoštevati, poleg tega tudi, bom rekel, svetovni brokerji, pa če smo omenili prej IBKR, enako za Slovenijo zaračunavajo tudi ležerino. Za Slovenijo, ja. Ja, Kaj pa za Slovenijo tuje, za ležerino. druge borze? Ne, za druge borze, kolikor vem, ne. Zdaj, prej smo se pogovarjali o cenikih tudi, se opravičujem, ceniki tujih brokerjev, če se jih gre pogledat majčkeno bolj še konkretno v globino, znajo biti zelo zakomplicirani, ne. Tam so stroški borz, stroški regulatorjev, stroški poravnave, sicer so navedeni samo linki, ampak si je treba te zadeve pogledati, a ne. Ampak recimo za Slovenijo teh 0,05%, to je še enkrat več, kakor je naš strošek, vključno s KDD-jem. Je pa res, da ni minimalnega stroška in se to manifestira šele pri večjih zneskih, bo ta tarifa precej dražja. Da Začnemo, gre pa, za specifike trgov. Ja. začnemo z manjšimi. A ne, mogoče posamezniki ne bojo nikoli prišli do 150.000 evrov, ko bo treba kar nekaj let, desetletji investirati v tistih. Par 10.000 evrih je že razlika, ni treba to gledati. No. Se pravi, do 80.000 je ta znesek zmeri isti. Kaj sploh pomeni vzdrževanje stanj? A lahko to nekdo pojasni, kaj to pomeni? Zakaj je to KDD zaračuna in zakaj hkrati to zaračuna pač ponudnik? Ja, to delo je vezano, se pravi, na sam portfelj. Se pravi, zdaj, na tujih trgih, tudi na slovenskih trgih so različne korporacijske akcije, se dogajajo, član mora voditi portfelj, skrbeti za to, različne stvari, ki so vezane na to, ampak so vezane predvsem so variabilne narave. Ne, se pravi, večji, ki je portfelj, več papirjev, ki je v portfelju, več je dela s tem. Ne, se pa kombinirajo lahko različne zadeve, bom rekel, razlika glede vodenja računa. Ne. Lahko je, bom rekel, tukaj vključena tudi sama, kar se tiče identifikacije stranke, pridobivanje podatkov, vse regulatorne zadeve, ki morajo biti tukaj. Veliko stvari, ampak načeloma ležerine so vezane na portfelj in na vrednostne papirje, ki so v portfelju in na vse, kar se z njimi dogaja. Ne. V tujini poznamo nekih več kot 300 tipov korporacijskih akcij, ene so bolj zahtevne, ene so manj zahtevne, se pravi, član je tisti, ki mora te stvari za stranko urediti. Ampak to je ločen strošek. Imava vzdrževanje stanj, pa imava pa še korporacijska dejanja. To so ločeni stroški, trije ločeni stroški so. Vzdrževanje stanj ponudnika, vzdrževanje stanj KDD, korporacijska dejanja KDD. Ja, na slovenskem trgu KDD zaračunava pač neko nadomestilo za korporacijske akcije, zdaj mi ga ne v tem primeru. Ne. Korporacijske akcije v tujini pa enako se jih tudi ne zaračunava, razen to, kar se tiče izplačila denarnih upravičenj. Govorim zdaj za nas. A ne, zdaj, ko nas nekdo posluša, po moje se misli, Bog pomagi, o čem ti ljudje govorijo zdaj, ne? Zato pa pridemo na začetek debate, ki je kalkulator stroškov. Ampak ti moraš razumeti, kaj ti stroški pomenijo. Tudi strošek poravnave, poravnava KDD. Kaj za vraga pomeni poravnava? In zakaj ga KDD zaračunava? Kaj sploh počne KDD? A me lahko nekdo to razloži? Ja. Če se sklene posel na Ljubljanski borzi, je treba poravnati. KDD vodi račune finančnih inštrumentov in je tisti, ki upravlja poravnavo in zato zaračunava neko nadomestilo, enako kot Ljubljanska borza zaračunava nadomestilo za trgovanje na borzi. Potem pridemo pa še člani na vrsto. Ampak KDD je monopolist, pa sploh ni v bistvu državna firma, to je privat firma. A je tako? Ja. Ne, kje je konkurenca? Bi lahko naredili nekaj s konkurenco, da bi cene malo znižali? Ne? Vsi skozi pravite, vi brokerji pravite, da so cene tako visoke,
tudi zaradi KDD-ja in Ljubljanske borze. Ljubljanska borza je tudi DOO, je firma, a ne, ki mora generirati neke prihodke. Zdaj bo mogoče ne, še dodam z moje strani. Ne, sej bom rekel, vse stranke oziroma vsi smo veseli, da dejansko trgovanje poteka na eni strani recimo preko poslovalnic oziroma preko telefona, pa preko digitalnih kanalov, enostavno in brez težav. Ne. Zraven tega, ne, kot si omenila, kaj sodi vse v to vzdrževanje. Ne. Bom rekel, tako Ljubljanska borza kot KTD morajo vzdrževati sisteme za vodenje teh vrednostnih papirjev. Tudi mi vsi borzni člani vzdržujemo dejansko v ozadju tudi programsko opremo. Ne. In dejansko vsi ti stroški, ki jih dejansko so povezani z tem, so vezani tudi v del teh stroškov, o katerih smo zdaj govorili. Ne. Ker v bistvu, če dejansko ne generiramo prihodkov, tudi dejansko razvoja na tem področju ni. Ne. Če pogledamo, kje smo bili pred 20 leti na področju trgovanja, pa kje smo danes, mislim, da smo kot cela industrija skreirali neki napredek, ki pa seveda z vsemi temi stroški dejansko to omogoča in seveda zatem tudi stranke imajo boljšo storitev. Ne. Se jaz drugače nisem proti slovenskim borznikom, da malo pomote oziroma borznim družbam. Sam, zdi se mi, stroški bi bila lahko malo bolj prijazni do uporabnika, a ne. Če želimo stimulirati ljudi, da prenesejo teh 27 ali 29 milijard denarja, ki ga imajo na računu, ne. Sej na koncu vse igra številka. Likvidnost je tukaj, ki je ključna, pa prej smo govorili o Ljubljanski borzi, pa o KDD-ju, seveda tudi o članih. Ne. Večji je obseg trgovanja, drugačen pristop je lahko do teh stroškov. Ne. Dokler je obseg trgovanja relativno nizek in likvidnost nizka, so tukaj neki minimalni stroški. Ne, tudi če pogledamo poravnave, ne, na Ljubljanski borzi ali pa trgovanje na Ljubljanski borzi, ta minimalni strošek, ne, je recimo 2 evra, je tisti, ki lahko procentualno dviguje pri nizkih vrednostih ta strošek. Ne. In tukaj je treba gledati tudi na koristi, ki jih take sheme prinašajo in ki jih prinaša razvoj kapitalskega trga na obeh straneh, gremo potem tudi stroškovno proti primerljivim trgom. A vas lahko samo še eno zadevo vprašam, vezano na to vzdrževanje stanja. Recimo Ilirika ima vodenje računa KDD 0,4 evra mesečno, potem pa še vzdrževanje stanja 0,08% na mesec. NLB pa ne računa 40 centov na mesec, ampak ima vzdrževanje stanja 0,09%. Kaj je zdaj tlele, kaj v bistvu, kaj to pravzaprav pomeni, no? Zdaj čisto točen. Cel kup je nekih teh procentov, ki jih v bistvu jaz ne razumem, no, če si iskren. Mislim, ja, če pogledamo našo vzdrževanje stanja, se pravi na slovenskem oziroma na domačem trgu, je 0,000, mislim, da so 3,08%, kar pomeni, da je to, pridemo nekje pri portfelju vrednosti 10.000 evrov, pridemo nekje na 80 centov na leto, nekaj takega. Ja, KDD pač za vsak račun, ki ga vodi, zaračunava 40 centov mesečno, kar pomeni 4,8 evra letno, poleg tega pa tudi oni zaračunavajo vzdrževanje stanj. Okay. Pač, ja, kakor smo se prej pogovarjali, kakor sta Mitja in Danijel rekla, pač tudi mi nosimo neko odgovornost s temi papirji, ki jih imamo v shrambi, smo odgovorni za njih. Na koncu pač denar mogoče za nekoga, ne, po družini ali pa še pred družino, pa po zdravju je druga najpomembnejša stvar. In ja, ljudje so občutljivi, če stvari ne štimajo in moramo zagotavljati disaster recovery, neprekinjeno poslovanje in vsi to so neki stroški, ki so zadaj in z nečim moramo pač financirati razvoj družbe, digitalizacijo in vse to, da lahko pač strankam ta nivo storitev tudi zagotavljamo. Še eno vprašanje bi imela. Jaz sem si nekako predstavljala INR-je, da bojo omogočali malemu človeku tudi mesečna vlaganja, po metodi DCA, ne, se pravi dollar cost averaging, ne,
A je to primerna metoda, postopno varčevanje po nekih 10, ne, ajde recimo 50 evrov na mesec? Ja, mislim, kakor smo prej omenili, Ilirika bo omogočala ta DCA metodo preko modrega varčevanja, se pravi, stranke si bojo lahko vzpostavile trajnik in pač nalagale po minimalno bo 50, lahko 100, 200, kakorkoli pač mesečno bojo želele in bo šlo to bodisi v modro doma, modro tujina, modro kombinirano, ne. Jaz se pridružujem mnenju oziroma se strinjam, da za tiste, ki so neuki ali pa nimajo toliko izkušenj na finančnih trgih, da je DCA z neko redno finančno disciplino, pa da imajo trajnik, da jim samodejno trga dol izračunov in da v tem ne rabijo razmišljati, kdaj bojo kupovali in tako naprej, da je to mogoče prava smer za njih, no. Mislim, da je Nikolina Prah, državna sekretarka na našem podcastu, rekla, da ni primerno za manjše nakupe. Da je bilo bolj mišljeno za tiste, ki imajo več denarja, se pravi za te, ki imajo 29 milijard denarja na bankah. Ampak dobro, tukaj govorimo o čisto nekem drugem produktu, se Ja. pravi pri tem gospodarjenju. Kaj pa recimo posamične investicije mesečno nakupovanje nekega globalno razpršenega ETF-a za 100 evrov. A ima to smisel ali nima smisel? A je bolj, da počakamo, da se nabere večja količina denarja, pa pol kupimo? Z vidika Jaz bi stroškov je rekel, da- pomembno, no, to zaradi tega. Ja, jaz bi rekel, da če imamo mogoče na začetku en večji znesek na strani, bodisi je to 500 tisoč evrov, da s tem začnemo, pa potem mesečno 100 evrov, ni pa tudi noben problem, če bi šla stranka 100 evrov mesečno pač v ta produkt, ne. Jaz mislim, da stroški niso tako visoki in ne bojo nažirali donosov, ki jih ustvarjajo njihove finančne naložbe. Z vidika, bi rekel, samega trgovanja, ne. Mi smo se tega že dosti dotaknili, bom rekel, danes. Za samostojno trgovanje so bolj primerni nekoliko višji zneski. Čisto z vidika stroškov, ne. Se pravi, če ti kupuješ po 100 evrov na mesec, slovenski trg, so ti stroški nekoliko nižji. Takoj, ko vključujemo tuje trge, pomeni daljšo verigo posrednikov, tujih brokerjev, globalnih skrbnikov, poravnava je drugačna, ne, in se ta prag dviguje. Da bi rekel, da za slovenski trg mogoče je ta prag nekoliko nižji, par tisoč evrov, za tuje papirje pa višji. Jaz bi Mogoče- tukaj sam se še navezal naprej. Tudi če stranka ima recimo ta produkt, ki omogoča mesečno varčevanje, ne, je pomembno izpostaviti, da se tukaj naredi pool vseh strank in se za vse stranke hkrati kupi, kar pomeni, da se jim razdelijo vsi transakcijski stroški in je na koncu strošek nakupa 0,12%, če se ne motim. Kar je še manj kakor na klasičnem INR-ju s popustom in vse. Če mogoče še z našega vidika, ne, mi smo dejansko šli z cenikom v smeri, ne, tem, da dejansko stranke, ki delajo posle digitalno, ne, smo se v tem primeru odpovedali minimalni proviziji. Bom rekel posredniški, ki je tudi predstavljena v ceniku, ne, kot banka, pa bom rekel že, ker smo tudi dejansko vzdrževali likvidnosti za obveznice na Ljubljanski borzi, pa imamo že tukaj dejansko relativno, bom rekel, ugodne provizije že do sedaj, ne, kar pomeni, in že takrat smo vključevali, ko smo začeli z vzdrževanjem likvidnosti na Ljubljanski borzi, se nismo posluževali minimalnih provizij z vidika posredniške provizije, ne. Še eno vprašanje imam, ker to pa pogosto vprašanje tudi ljudi, oziroma špekulirajo, oziroma pravijo, da bojo naredili sledeče, in sicer, da bojo zaprli svojega brokerja, bodisi to Interactive Brokers, Trade Republic, ali pa karkoli že, ne, in da bojo usmerili v svoj denar v INR. A je to dobra odločitev? Odvisno od vsakega posameznika pa naložbenih strategij. Jaz bi rekel, da INR shema je dodatek, recimo k trgovalnemu računu. Sigurno ugodnosti so zelo dobre, ne, so pa omejena vplačila. Omejen je tudi nabor trgov in finančnih inštrumentov, vse v bistvu v smislu zaščite vlagatelja.
Tako da, če bi nekdo želel izven teh okvirov trgovati in tudi mogoče z več sredstvi, je vsekakor smiselno, da obdrži tudi svoj redni trgovalni račun in račun pa uporablja kot nek dodatek. Za davčno optimizacijo. Recimo, odvisno, kakšen je namen varčevanja. Zdaj, nekdo, ki si lahko, da ima take cilje, da bo denar dejansko rabil čez 15 let, vmes pa nič, je lahko INR super zadeva. Če bi pa denar rabil vmes, seveda ga je možno tudi z INR izplačati, ampak je potem ta davčna ugodnost ni več tako lepa. Je pa v tem primeru bolj primerno, da ima nekaj denarja na trgovalnem računu, tudi verjetno kombinacija obeh. A mislite, da se bojo vaše stranke odločale za to, da za zapiranje računa in odpiranje INR računa? A ste mogoče opazili že to, da bi se Mislim, dogajalo? mogoče z mojega vidika, v bistvu odvisno od zneska, ki ga imajo stranke na trgovalnem računu. Predvsem bo tukaj odvisno. Vse vemo, meja je v prvem letu teh 20.000 evrov. Nekdo, če ima zdaj v tem okviru trgovalni račun, pa tako da je Mitja omenil, da ne rabi 15 let denarja, je to za njega potem stroškovno ugodnejša oblika investiranja. Seveda pa se spet postavi na drugi strani vprašanje, če je ta investitor bil dolgoročno že investiran, pa ima mogoče naložbo že 10 let ali pa mogoče celo 15 let in več, potem sigurno ne bo razmišljal, da bo dejansko prešel iz trgovalnega računa na dejansko INR, ker je že dejansko presegel prag davka 0%. Tukaj, tako kot smo že ugotovili, bo predvsem odvisno od vsakega posameznika, pa od primera do primera. Ja, jaz se pridržujem mnenju, zaenkrat tudi nismo opazili, mogoče kakšni osamljeni primeri, da bi stranka hotela zapreti trgovalni račun pa odpreti INR, ampak jaz mislim, da bojo INR uporabljali bolj kot dodatek. Če bi se dal vrednostne papirje gor prenesti, pol bi bila druga zgodba, tako pa mislim, da bo kar to bolj dodatek klasičnemu trgovalnemu računu. Recimo, dobra ideja je, če nekdo dobi dividende na trgovalnem računu. So to prosta denarna sredstva in mogoče ta sredstva preusmeri potem na INR račun. Recimo, reinvestira. Tako. Enako velja za obveznice. Podobna zgodba, ko se bo v prihodnjih letih odvila zgodba. Dobro, da se spomnim obveznice. Dobivamo ogromno vprašanj, kako bo z ljudsko obveznico, ki jo kupiš na INR, ali bodo obresti in glavnica izplačani na INR ali osebni račun, tako kot je to urejeno pri trgovalnem računu. Ostajajo na INR računu. Tako, izplačilo je vedno na INR. V bruto znesku in velja potem enako kot za vse ostale finančne inštrumente. Se pravi, dokler ostaja na INR računu, obresti niso obdavčene, tudi če recimo vlagatelj proda in denar investira potem drugam v okviru INR računa in da ni izplačila pred 15 leti od dneva vzpostavitve računa, v tem primeru je potem neobdavčeno po 15 let. Se pravi, recimo, že 15-letna doba je kar dolga, lahko se ti nekaj zgodi v tem času, recimo v 10. letu se zgodi neka situacija, rabiš hitro denar vzeti, plačaš 15% davek. 15% na poenostavljeno davčno osnovo, ki je, se pravi, vrednost portfelja minus vsa vplačila, plačaš dejansko davek na donos. 15% v tem primeru ponudnik odvede davčni odteglaj, tudi vlagatelju ni treba ničesar poročati, pa 15-letna doba začne teči na novo. Zdaj, samo en račun lahko odpreš v svojem življenju, ko ga zapreš, ga ne moreš več odpreti. Zakaj je temu tako? Zakaj ne smeš? V bistvu to je odločitev zakonodajalca, da pač, bom rekel, ostane, mislim, se imamo tudi možnost dejansko z drugega vidika, če pogledamo, mirovanja tega računa, kar pomeni, da če se nekdo izplača, pove, da v nekem obdobju, to obdobje je lahko do 10 let, lahko da ta račun v mirovanje in zatem ne bodo imeli nobenih stroškov, in ko se odloči ponovno investirati, v bistvu aktivira ta račun in lahko potem stranka dejansko ponovno investira. Mirovanje je brez stroškov? Brezplačno? Oziroma dejanski stroški KDD-ja, nekateri računajo 0,1. Ja, samo v mirovanju mora biti ta račun dejansko prazen. Ja, prazen mora biti, ja. To je pa pol druga zgodba, Se pravi, nič ne boš gor. Mirovanje, za kakšen primer je to predvideno? INR račun lahko odpre davčni rezident. Jaz odprem INR račun in potem nisem več davčni rezident. Recimo,
grem delat kam drugam ali pa pač nisem več davčni rezident Slovenije, ne, in v vmesnem času, ker se lahko samo en račun odpre tekom življenja, ne, pomeni, da moram jaz na tem računu prodati portfelj, izplačati vsa sredstva, ampak računa mi ni treba zapreti, kljub temu, da nisem več davčni rezident. In to lahko traja 10 let. Če jaz po 10 letih pridem nazaj in sem spet davčni rezident, lahko na ta račun spet vplačujem denar, tisto, kar še nisem vplačal, ne, se pravi razliko do 150 tisoč. Temu je namenjeno mirovanje. In ni stroškov. A moram osebno iti na banko oziroma k brokerju, da odprem INR račun? Ne. Mi že od danes na ta novi verziji aplikacije omogočamo odpiranje INR računa. Na Brez mobilni osebne aplikaciji. identifikacije, da moram fizično priti kam. Pa pri vas? Pri nas imamo v planu, da bomo to začeli ponujati dejansko za 16.3., kar pomeni, da stranke, ki imajo dejansko urejene zadeve v banki, bodo to lahko nemoteno naredile, katere pa se bodo dejansko se morajo identificirati oziroma postanejo stranke OTP banke, pa stopijo v poslovalnico in potem poteka vse skupaj nemoteno. Fizično moraš iti kje? Tako, za nove stranke, ampak glede na, bom rekel, število strank v naši banki, bodo večina z naših strank bo to lahko uporabljala nemoteno. Pri nas je enako, na voljo bojo vsi kanali, s tem, da digitalni onboarding ali pa digitalno odpiranje INR računov bo omogočeno v mobilnem kliku in bo na voljo v kratkem. Prav, tako mi. Jaz recimo, ko nimam klika, kako pa jaz lahko odprem pri vas INR? Samo fizično v poslovalnici. Tukaj je, bom rekel, podobno kot Daniel, kolega iz OTP-ja, tudi mi lahko to zagotavljamo strankam, ki imajo pri nas odprte osebne račune, zato ker imamo vse podatke v strankah. Tukaj smo mogoče nekoliko bolj konzervativni, gre za varnost strank in omogočamo to digitalni onboarding samo. Če nimate klika, Marja, predlagam, da na Iliriki digitalno preko aplikacije. Mi imamo tudi še alternativo temu, se mogoče lahko to omenim. Imamo tudi dejansko na spletni strani. Imamo brezplačni net račun, to pomeni transakcijski račun, ki je čisto digitalen, kar pomeni, za tem se omogoči dostop do transakcijskega računa z digitalno identifikacijo, in seveda, ko je potem vse skupaj z tem odprtjem transakcijskega računa urejeno, je potem lahko naslednji korak v bankanetu ali pa mobilnem bankanetu, da se pristopi k trgovalnemu računu. Evo, še en ovink smo našli. Tako da vabljena. Okay, še eno vprašanje. Zdaj, ne vem, če ste vsi objavili, katere inštrumente boste ponujali, nekateri so že. Eni imajo to na 64 straneh objavljen, to je res ogromno inštrumentov. A boste znotraj INR-ja ponujali tudi ETF-e, ki nimajo KID v slovenščini? Ali bojo samo v slovenščini, ETF s KID v slovenščini? To je ta ključni dokument, identifikacijski. V bistvu, če čisto komentiram iz našega vidika, dejansko, če pogledamo zakonodajo za trgovanje z ETF-i, tukaj ni zahtevano dejansko, da je KID objavljen. Pomembno je, kje ima ETF naložbe, in mi smo se fokusirali predvsem na to. Ja, jaz se pridružujem izjavi Daniela. A še kaj za dodati tukaj? Okej, mislim, da je to to, no. Samo na hitrico še pogledam, če še kakšno dodatno vprašanje. Veliko se govori o aktivnem dnevnem tradanju, ali se bo to štelo kot opravljanje dejavnosti, če bomo aktivno tradali, day tradali znotraj INR-ja. Se pravi, verjetno so neke omejitve, ne moreš kar kupovati, prodajati, sploh iste delnice. Verjetno si predstavljam, da obstaja tukaj neka omejitev. Bom rekel, meni ni znano, za trgovanje ni nekih omejitev, ni podobno kot najverjetneje imaš v mislih kriptosredstva, ne? Ja, mogoče tukaj mislijo, ampak ne, sprašuje prav za day tradanje znotraj INR-ja. To mladi predvsem špekulirajo, ker pač se želijo ukvarjati z day tradanjem, ne. Meni niso poznane nobene omejitve glede števila transakcij znotraj dneva. Drži. Kaj pa lahko
kupim danes delnico, ne vem, Adidasa, na pamet govorim, ne, in jo jutri jo prodam, potem pa jo spet kupim ta tretji dan. Ker z davčnega vidika to ni dovoljeno, ne. Mora miniti vsaj 30 dni, a ni tako? V redu je. Glede na to, težko komentirati, ampak glede na to, da itak ni davka na kapitalske dobičke, ne, tako da lahko prosto kupuješ in prodajaš v okviru INR računa. Ne. Bom pa preverila za vsak slučaj še na Fursu, če slučajno kakršna kolomitev. A boste vi odprli INR račun? Se vem, da morate iz marketinškega stališča povedati, da ja, ne? Ja, jaz ga grem zdaj po Potem, podcastu. a še nisi? Ja. Nisem, sem se pripravljal na podcast, pa nisem imel časa. Sem pustil ostalim strankam, da prvo zrihtajo, zagem pa jaz. No, evo. Ampak boš itak nadaljavo odprl, si predstavljeno, a boš stopil do kolega. Bom stopil do kolega, vse jih imam rad, tako da se še malo podružimo pol. Vi dva, Ja, seveda. Ja, absolutno. sploh ne dvoma, ne? Velja, ok, mislim, da smo obdelali več ali manj vse. Upam, da boste čim več računov odprli in pa upam, da ljudje ne bojo delali veliko napak na teh računih. Tako da najlepša hvala za odlično debato. Hvala, Hvala, lep dan, srečno. Živjo. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.